to je zadnja priložnost, da si kupite starega Opla. In ne, seveda ne govorimo o kakšnem legendarnem Kadetu, Manti ali pa Calibri. Govorimo o Oplu Astri, kot smo ga poznali doslej, torej Oplu iz dobe GM-a. Vozila vsakega proizvajalca imajo namreč svoje zakonitosti, po katerih so posebna, drugačna. In nam so Opli iz dobe GM-a načeloma takole kar ustrezali. Nenazadnje smo Astro leta 2016 skupaj z vami izbrali za slovenski avto leta. Ampak od takrat je preteklo že kar nekaj časa. In medtem je Opel prešel pod okrilje skupine PSA, kar za bodoče modele pomeni uporabo nove koncernske platforme. To pomeni, da bodo prihodnji Opli sorodni Peugeotom in Citroenom. In leta, ki so minila, so tudi razlog, da je Astra potrebovala osvežitev, predvsem na tehničnem področju. Ampak tale Astra je še vedno stari Opel. In to pomeni, kot smo izvedeli, da njena zasnova ni bila primerna za vgradnjo novih standardiziranih delov skupine PSA. Tako so novi izboljšani deli zgolj posodobljene različice tistih, ki so bili vgrajeni že prej. Poglejmo torej, kako se te izboljšave obnesejo v praksi. Astro odslej poganjajo le še trivaljniki in naš testni avto poganja turbodizelski trivaljnik z 1,5 litrov delovne prostornine. Pa mu za začetek kar prisluhnimo. Kot ste slišali, je motor kar glasen, robat in tudi vibracije v nižjem območju vrtljajev kar precej. In ob tem kar nekako pogrešamo njegovega predhodnika. 1,6 litrski turbo štirivaljnik, ki je bil bistveno bolj uglajen. Ampak Opel je motorju en val odvzel v imenu ekologije. S tem naj bi zmanjšali porabo, zmanjšali emisije in se s tem izognili tistim dobro znanim bruseljskim kaznim. No, tako kot imamo v naši ekipi radi moderno, napredno, inovativno tehnologijo, pa imamo radi tudi njeno preprostost. No in pri Oplu pravijo, da ima novi trivaljnik približno 100 delov manj od štirivaljnika. In emisijskim kriterijem so zadostili brez uporabe bolj kompleksne, blage hibridne tehnologije. Takole po preprosti logiki, manj delov kot ima naše vozilo, manj se jih lahko pokvari. Ampak, če lahko Oplov argument s preprostostjo tehnike odobrimo, nas mora motor najprej prepričati tudi s porabo goriva. No in tako smo na našem testu pri mešanem ciklu zabeležili skupno porabo 5,5 litra na 100 prevoženih kilometrov. Naš komentar je, da je ta številka sicer takole zadovoljiva, ampak v resnici smo beležili tudi že nižje rezultate, tudi pri bolj zmogljivih in uglajenih turbodizelskih motorjih. No, če nas motor ni uspel povsem prepričati, pa to nikakor ne velja za novi, kar 9-stopenjski samodejni menjalnik. No, tukaj gre za zelo sodobno tehniko. Pa naj jo razloži kar njen razvojni šef. As you can say, a conventional step gear transmission, but also with a lot of electronic controls to find the right gear, because with 9 gears you don't want to have more shifts. The shift should be very smooth, and for the diesel engine this transmission works very well because diesels are more driven on the autobahn and faster speeds. You need the very wide range to have the diesel in the best fuel consumption points. There's a good feedback from our sensors to the powertrain controller, where you know which kind of road load you have, how much energy you need for a certain speed. The pedal feedback, of course, electronically from the driver. So there is a lot of feedback sensor information that feeds then to the right gear setting. Yeah? And you're on an automatic transmission, you're very free, not like on a DCT where you have pre-selected gear. You can very quickly react to a change in behavior when the car notices goes up the hill or the driver presses more. You can be extremely quick with a conventional step gear automatic because you don't have to pre-select any gears. You can very quickly shift gears. In s pomočjo zbranih vtisov iz prakse vam povemo, da je menjalnik zares dober. Prestavlja izjemno tekoče, praktično nezaznavno in s svojimi elektronskimi možgani ves čas izbira za ekonomičnost vožnje najboljšo prestavo izmed 9 razpoložljivih. Menjalnik motor med vožnjo večinoma drži v zares nizkem območju vrtljajev, kar je dobro za varčnost in nizko porabo. Ampak ob tem motor postreže tudi z nekaj tresljaji.
Razmišljamo torej o izbiri bencinskega motorja, lahko tudi v kombinaciji s CVT menjalnikom. Takšnega je že na prvi vožnji pohvalil tudi naš Miha in bencinske motorje je v Astri že doslej tako ali tako izbiralo več kot 80% slovenskih kupcev. Kako močan predstavnik svojega segmenta torej ostaja Astra po prenovi? In za začetek lahko rečemo, da ostaja zanesljiva oziroma preverjena izbira. Če želite, boste lahko v poplavi velikih zaslonov cenili dejstvo, da je Astra še vedno zelo klasična. Tukaj imamo namreč nešteto fizičnih tipk, s katerimi upravljamo skoraj vse najpomembnejše funkcije. Tudi nov zaslon na dotik, ki je sedaj neprestano povezan s svetovnim spletom, je zelo preprost za uporabo. In poglejte takole, zares resnično hitro odziven. In pa še vedno imamo na voljo seveda sistem Android Auto, ki je zelo koristen in dobrodošel. Na področju asistenčnih sistemov najmodernejši oziroma najnovejši modeli v tem segmentu ponujajo že tudi bolj napredne asistenčne sisteme, kot so na primer sistem Lane Centering, ki drži sredino voznega pasu, ali pa pametni prediktivni tempomat, ki samodejno prilagaja hitrost glede na zavoj ali pa bližanje krožišču ali križišču. No, Astra sicer ponuja nekaj bolj osnovnih, ampak tudi ti, roko na srce, recimo sistem za prepoznavanje prometnih znakov, delujejo kar nekoliko zmedeno. V tem primeru to preprosto pomeni napačen prikaz hitrostne omejitve tukaj na novem digitalnem zaslonu pred voznikom, oziroma bolje rečeno hibridnem digitalno-analognem zaslonu, ki je v bistvu v praksi zelo preprost za uporabo in zelo pregleden z informacijami. Z njim smo bili za čas našega testa pravzaprav povsem zadovoljni. In kot zanimivost, očitno so posamezne besede v slovenskem jeziku resnično predolge. Pravzaprav skoraj vsaka beseda, ki jo prikazuje tale digitalni zaslon pred voznikom, je okrajšana. In v bistvu gre za zanemarljivo težavo, ampak na začetku je vse skupaj kar nekoliko konfuzno. Ponovno priporočamo tudi izbiro LED matričnih žarometov. A pri tem moramo dodati, da žaromete pri Astri tvori le 8 svetilnih elementov. In to pomeni, da ponoči že kar vidimo, kje so meje med temi segmenti. Žarometi delujejo nekako malo kockasto. No, ampak na trgu imamo že precej bolj napredne matrične žaromete, take s precej več svetilnimi elementi. In ti delujejo precej bolj gladko, ne vidimo več teh mej med posameznimi svetlobnimi snopi. No, ampak v resnici tudi ti žarometi pri Astri so popolnoma uporabni in resnično izboljšajo varnost pri vožnji ponoči. Ne moremo mimo dejstva, da je Astra kot eden najvidnejših in če hočete tudi najboljših predstavnikov svojega segmenta postala kar nekako tehnološki outsider. Ampak zanimivo, kljub temu dejstvu oziroma nekaterim pomanjkljivostim smo se med testom tega avtomobila v njem zares dobro počutili. Po zaslugi dobro nastavljenega podvozja, dobre zvočne zatesnitve potniške kabine in zares udobnih sedežev, ta avto še vedno nudi zelo udobno vožnjo oziroma nadpovprečno prijetno vozno izkušnjo. Za razliko od leta 2016, ko je ta avto pomenil tehnični korak naprej, zdaj Astra nagovarja predvsem tiste ljubitelje preprostosti oziroma klasike. No pa recite, da se časi ne spreminjajo.